Kdo so? Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderlap. Dober večer želim, spoštovane gledalke in dragi gledalci. Spet je čas za nove iskrene zgodbe. Danes sem v svojo družbo povabila glasbenico, tudi zelo podjetno žensko, pa v prvi vrsti, tako bi ona sama rekla, ženo in mamo 3 deklic. Zelo dobro jo poznate, saj že 20 let z glasbo in svojo pozitivno energijo razveseljuje najprej najstnike, danes pa že nekoliko večje otroke. Tinkara Fortuna, dober večer. Kakšna lepa napoved. Hvala za povabilo v prvi vrsti in lepo pozdravljeni vsi. Tinkara, je res, da midva se bova tikali, glede na to, da sva sosedi skorajda in kolegici stanovski. Tako. Je res, da vstajaš ob 5 zjutraj? A veš, da sem to zadnje 3 leta počela v 5, zdaj sem pa zaradi naše nove psičke, imamo namreč zdaj 2 psička posvojena, zaradi psičke sem prestavila to na 6. uro, ker takoj, ko sem se v 5 zbudila, se je ona učke odprla in pol smo navajeni, da jo damo ven lulat, ne, in me je bilo kar strah, da bi začela lajati ali pa kaj zbudila sosede, tako da zdaj se ob 6 zbujam. Aha, uro kasneje. Ja, ampak takrat je moj čas zame, no. Aha, torej kava v miru ali kako začneš dan? Kavo sem lani opustila, tako da čaj, malo plani za cel dan, pa je že kar treba po vrsti otroke zbujati, pa zajtrk, pa da se oblečejo, pa da pol grejo na avtobus za šolo. No, 3 dekleta imata, z možem bova še kakšno o tem rekla sicer v nadaljevanju, ampak ti kot deklica, kakšna si bila? Tebe poznamo kot zelo aktivno na številnih področjih. Si že nekdaj bila taka? Ja, pa mislim, da to se iz roda v rod prenaša, že sploh ta nasmeh, ne, velikrat rečejo, ti si skozi tako nasmejana, saj sem kdaj tudi žalostna, ampak v večini pa res se tako moji kotički ust do ušes raztegnejo in to imam in po moji mamici in po moji pokojni nani, se mi zdi, da smo vse take in to res ne podeduješ, ampak tudi te vzorce nekako na sebe povlečeš od staršev. Drugače pa ja, se mi zdi, da sem bila vedno taka aktivna, plesavka v prvi vrsti, jaz sem vedno rada plesala, tudi primarno sem bila plesavka, šele pol sem začela peti. Sem bila pa vedno malo bolj plašna, no? Čeprav moja starejša hčera meni to zdaj ne verjame, ne? Ker sem z leti pridobila te veščine in sem se znebila treme, ampak drugače sem imela blazno velike probleme s tremo, tudi na začetku bipopa. Kako si se pa spopadala s tem, s tremo? Veliko sem delala na tem, tudi pol z leti, pa pol v službi 20 let si primoran komunicirati s strankami, ker sem delala vrsto let na šaltru, ne. Pa pol sem začela te NLP tečaje obiskovati, zdaj zaključujem za NLP trenerko in s tem pridobivaš. To so vse veščine, ki se jih da priučiti, no. In nekako se s tem pravijo, da trema sploh ne obstaja, ne? V bistvu smo starši malo krivi, ko rečejo, pazi to, zdaj te bo pa strah, ko imaš nastop, ne? In tako v bistvu otrok pridobi to umetno tremo, ne? Pa se moraš pa dati v tako stanje tudi pred nastopi ali pa pred intervjuji, da preklopiš in se vržeš in uživaš v tem. Jaz sem se s tem soočila in sem si priznala, kaj jaz rada počnem in sem zelo vesela, da zadnje leta lahko delam, kar me veseli in da živim svoje poslanstvo. In priznala sem si, da ja, da sem rada pred kamero, da sem rada na odru, da je to moj namen, da predajam to svojo pozitivo tudi drugim, no. Zdaj, če se vrneva 20 leti nazaj k bipopom, takrat si bila seveda nekoliko drugačna, Tinkara. Malo ožja. Ne, si bila še res najstnica, tako rekoč, konec najstništva, ja, v bistvu sem bila, jaz sem že bila taka 22 let stara, no, ko sem bila zbrana v skupino. Ampak bi še enkrat šla skozi to pot, bi se še danes odločila iti v en tak šov, kot je bil takrat. To je bila ena velika euforija bipopi.
Pa moram reči, da sem sama sebe presenetila, če zdaj nazaj gledam, ne vem, kje sem takrat zbrala ta pogum, da sem se prijavila, samo očitno mi je bilo to namenjeno in sem si rekla, dajmo probati, nič nimamo za zgubiti. Vseh stvari se načeloma lotevam s tako voljo, da dajmo probati, tudi učim svoje otroke tako, da nimaš kaj zgubiti, ne probi, pa tudi, če te zavrnejo, več kot ne ti ne morejo reči, ne. Tako da ja, takrat na Popstars audicije na kanalu A je takrat to bilo, no, na konkurenčni televiziji, ampak takrat smo se prijavile plesalke skupine, ne, ker je bil slogan Bodi zvezda, pokaži kaj znaš. In mi smo šle v bistvu, da pokažemo, da smo mi plesna skupina, ne, da nas bo čim več ljudi videli. No in pol smo prišli na prvo audicijo in je bilo potrebno 5. Tako da smo se pol 3 prijavile. In je tudi zanimivo, da smo med vsemi skoraj 1000 prijavljenimi pol vse 3 med 30 prišle, tako da tudi moje soplesalke sta se zelo visoko uvrstile. No, jaz pa sem bila zbrana v skupino Bebop, kjer smo bili 3 dekleta in 2 fanta. No, zdaj, če govoriva o tisti slavi, takrat, pred 20 leti, ne, veliko ti taka prepoznavnost da, pa tudi nekaj vzame. Kaj je tebi dala, kaj ti je na drugi strani mogoče vzela? Pa a veš, da vedno gledam na te stvari, probam vzeti same pozitivne. Tako da jaz tudi nisem imela nikoli problema s tem, da me ljudje prepoznajo. Sem se vedno znala nekako s tem spopasti, če je kdo do mene pristopil, nimam težav, vedno komuniciram lepo, ne vem, pozdravim, če hočejo podpis, vedno sem ga z veseljem dala, no, nikoli me ni to utesnjevalo ali pa obremenjevalo. Tako da nimam nekih slabih izkušenj, kvečemo ti pol z leti, verjamem, da pomaga tudi in ti odpre mogoče marsikatera vrata, ne. Jaz sem, en članek sem enkrat pisala na temo moje magistrske in je bil naslov Nasmeh odpre marsikatera vrata in to je res, ne. Jaz sem v svoji magistrski delala raziskavo o vplivu pozitivne naravnanosti in prijaznosti v komunikaciji in v prodaji in to se je pokazalo, da je to pred strokovnostjo, ne. Ljudje imajo zelo radi pristnost in predvsem prijaznost in ustrežljivost. No. In seveda tudi strokovnost, ampak primarno pa to. No. Tako da to še štejem v prid, no, da sem tako odprta do ljudi, pa predvsem zelo prizemljena. No. Pogrešaš kaj to lastnost pri drugih ljudeh? Ja, velikokrat. Pa mogoče se včasih znajdem v taki situaciji, ko sem mogoče preveč. Nikoli nič ne rečem sicer, ampak opazim, ne vem, v kakšnem kafiču, gostilni, ne, ko pride kakšna natakarica, tako, prosim, pa to, ne, to jaz že malo iz tega strokovne plati gledam, kak bi mogel, ker sem tukaj dolgo delala na takem področju in so nas dobesedno drilali, ne, ko pride stranka, lepo prijazno pozdravite, kaj dodatno še prodajte, ne, tak je bil skozi drill 20 let. Tako da pogrešam včasih to. Poznam pa tudi ogromno prodajalk in tudi takih, ki so rojene za to, no, ko se jim v očeh vidi, da to radi počnejo. Pa ko to vidiš, recimo, tako kot si rekla pri eni natakarci, recimo, a daš jih kdaj na svet? Ali si tiho? Sem tiho. Mogoče ni prav, ampak nasplošno ne rada dajem na svete. Če kdo želi mojo izkušnjo vedeti, jo delim, ampak to je tako kot pri starševstvu, veš. Mamice ne maramo nekih pametvanj pa nasvetov. Če pa želijo moje izkušnje, pa z veseljem delim, ampak vedno vsaki rečem, naredi tako, kot je tebi najboljš. Pa ne poslušati drugih, ampak ti najbolj čutiš kot mamica, kaj je prav za tvojega otroka. No, omenila si starševstvo, seveda se. Mamice smo pač občutljive še posebej, a ne? Omenila si torej materinstvo, poročila si se na sredo. Ja, res je. Zakaj na sredo? Letos sva praznovala 10. obletnico. Zakaj? Ker je bil tak fajni datum, 13.3.2013. In ja, poročila sva se samo s pričama in takrat še moja to velika Taja je bila zraven. Ta malih dveh še ni bilo, ena je bila v trebuščku in to je to. Tak se nama ni zdel neki pomemben neke velike zadeve delati. Sicer sva pol kolegom obljubljala en piknik, ki ga še kar ni bilo. Letos za 10 let sva razmišljala, če bi, pa kar ne najdemo prostega vikenda, ampak le, mogoče pa. Važno je, da traja. To je najbolj pomembno od vsega. Menda si dolgo čakala eno vašo
skupinsko fotografijo, ker vedno lahko kak zmanjka, 3 punce, Aha, ja, 3 punce, Peter pa in seveda ti. ja. Mi smo to fotografijo našli, si jo bomo zdaj tudi pogledali. Okay. Pa zdaj imamo še 2 kužka, veš, kak je to problem, pa oba, pa držati, pa to 7 nas je pravličnih, zdaj pa dost. Zdaj pa dost, Ja, ja. sam še kakšni pajki pa muhal, kako že pravijo. Lahko, to pa lahko, ja. So dobrodošli, pa kak mol mogoče. Tole je torej vaša skupna družinska fotografija. Tinkara, pove, a te je materinstvo, te je kaj spremenilo? Ja, sigurno. Zdaj, jaz sem kar vedno s ponosom reče, moja taja bo leto že 18, ne, ker ne morem, včasih kdo ne verjame, da imam že najstarejšo dug staro. Tudi se malo manjkrat pojavlja z mano v kakih medijih, pa reče, 3 imaš, ne, so začudeni, ker ta mali 200 pa stari skoraj 10 in zdaj bo Flora 8, tako da, ja, super punce so, res sem ponosna na njih in se obrestuje ta hard work, jaz rečem, ne. Včasih, ko mi kdo reče, ti imaš pa tako srečo, ko so vse 3 tako pridne, pa jaz vedno rečem, to ni sreča, to je hard work. Trdo delo, zapomnimo si. Sicer sta vidva s Petrom, torej z možem, da trdo delala tudi pri hiši. Daj nam kaj več pove. Ja, to smo pa tudi zdaj že 10 let v hiši. Selili smo se, okoli mene so polagali ploščice, fasado. A si ti se kaj oblekla? V delovno obleko in takrat, pomagala? ko smo se mi selili, sem jaz 2 meseca stara Vito imela, ne? In jaz sem skrbela, da sem Tajo v Celje še vozila v šolo, pa v Jajčki imela Vito, pa tako je bilo res zelo pestro. Okoli mene so pa delavci delali, tako da, ko zdaj nazaj poštudiram, spali smo 4 smo spali na kavču v dnevni, tako če nismo imeli zgornjega nadstropja. Tako da, ko zdaj nazaj pogledam, smo res bili pridni v teh 10 letih in smo res že na konju. Tudi s tem, ko so že punce tukaj velike, no, se mi zdi, da je vedno lažje, ker ko so bile ta male 2 majhne, ne, one 2 sta samo 21 mesecev razlike, je bilo pestro, ampak smo tudi to pregurali in so res take fajn punce. No. Pa kaj najraje počnete s puncami? Kuhate? Ja, zdaj mi že to je moja strast, ne, kuhanje, ki je tudi se predala od mame in od moje nane. Zelo veliko kuham, to tudi delim na svojih družabnih omrežjih, potem me moji sledilci večinoma poznajo, pa mi pa spet sem lačen, ko sem videl tvoj story, ne. Ampak ja, veliko mi že pomagajo. Taja, tako že zna samostojno kaj skuhati, ta male 2 pa zelo rade, ali kak česen pomagata. Flora zelo rada česen lupi, pa ga pa secka, pa kako zelenjavo, pecivo veliko spečemo, tako da, ja. Tvoja največja specialiteta? S katero se najbolj pohvališ? Pa jaz sem taka, znam vse skuhati, no, ker res cele dneve kuham. Drugače sem pa klasična kuharca, tako se jaz večinoma opišem. Tudi znam kdaj kaj ekstravagantnega, nisem jaz pol tiste neke ščopiči, krožnike pa to. Po domač? Po domač, skuham vse, od golaža, ričeta, hašev, make, do sama naredim njoke, kruhovec, moke, to vse sama delam. No. Zelo pohvalno. Draga Tinkara, kaj pa, če še malo ostaneva pri materinstvu, če se pa recimo kot mama ne dovoliš, ne toleriraš? Jaz sem kar stroga mama, veš, čeprav mogoče, ko me prvič pogledaš, ne bi to rekel, sam kar fejs postavljam meje, sem zelo zagovornik, da otroci rabijo meje, predvsem pa smo mi starši tisti, ki jih moramo voditi skozi njihovo pot, ne, pa predvsem jih spodbujati na tej njihovi poti, da bi našle. Jaz zelo si želim, da bi našle to svoje poslanstvo, to, kar sem jaz šele 5 let nazaj začela živeti, da bi one prej ugotovile, kaj jih veseli, da bi bile vedoželjne, da bi bile to pri mladih včasih zdaj nasplošno pogrešam, ne, da bi jih več stvari zanimali, da če nekaj ne vejo, da bi se radi naučili, pa da bi nekaj probali. To fejs pogrešam, no, ker če se spomnim sebe, jaz sem vedno se lotila vsega. Sploh me jezil me je, če kaj nisem znala in sem se pa to naučila. Tako da ja, to bi rada predala svojim hčeram, da sledijo srcu, pa da bojo pridne, pa da si bojo same služile kruh. In nasmejane, tako kot ti. To pa bojo. To pa so veliko z mano, tako da verjamem, da bojo to prevzele, pa povzele po meni. V nadaljevanju bova s Tinkaro govorili tudi o njenih stiskah. Kar nekaj jih je bilo v njenem življenju. Bo podelila kakšno izkušnjo, kako se je tega lotila in kako je našla pot iz teme spet k nasmehu. In če že govorimo o smehu in nasmehu, si bomo zdajle nasmejano skladbo skupine Bebop tudi privoščili. Iskreno z Majo Oderlap.
Boginja sreče nocoj v naši družbi, Tinkara Fortuna. A sem prav povedala? Ja, Fortuna je namreč sreča, ne? Ja, Fortuna je sreča. Je res boginja sreča, tako da. Super si me napovedala, ker malo zardevam. Nič ni videti, iskreno povedano. A ne? No, Odsev po ličkih obleke. odsev, tako. A si srečna v življenju, Tinkara? Pa moram reči, da ja. To iskreno. Sploh zadnja leta se mi zdi, da sem res se naučila živeti v trenutku. To, ko je tako klišejsko, pa vsi to poudarjajo. Sam je res to... Vedno je še možnost za napredek, ne? Pa se še priučujem tega, ampak ja, sem prisluhnila sebi, sploh 5 let nazaj, ne? Ko sem se v bistvu skoraj čez noč odločila pustiti redno službo in iti na svojo pot, ampak takrat je neka sila iz vesolja, ne vem, kaj je takrat bilo, še zdaj ne verjamem. Mislim, ne morem verjeti, da sem se jaz takrat drznala pustiti redno službo in iti svojo pot, ampak ja, sem nekako prišla do te točke, da sem verjela v sebe, da zmorem, da imam na večjih področjih izkušnje, da sem delovna in da vedno sem znala najti delo in priložnosti za zaslužek in ja, se mi je dobro obrestovalo. No, in zdaj že 5 let sem na svoji poslovni poti. In ponosna si na to, ja, ne? Ja, sem, res. Ampak so pa v teh letih prišle tudi kakšne stiske, sploh ko se človek sooča, ne vem, s stresom, vsakodnevnimi obveznostmi. Kako si se ti znašla v tem? Ja, to je bilo v bistvu 1,5 leta preden sem pustila službo, ampak vedno rečem, ne morem jaz kriviti samo službe za to. Jaz sem imela takrat 3 otroke, to male 2 sta bile stare, ne vem, 2 pa 4. Taja je glih prehajala v najstniška leta. Mož ima tako službo, da je res veliko odsoten. Je tudi v podobnem biznisu, ko jaz snema reklame, vozi kamione, kombije, tako da ima res drugačno službo kot povprečni ljudje, ne, ki so od 7 do 3 v službi. In ja, sem se znašla v neki stiski. Ampak sumili so na infarkt. Ja, v bistvu res očitno. Mislim, med Bipopke smo taka odprta knjiga, da kar nas vprašaš, delimo in očitno sem tudi to v enem intervjuju delila. Ja, res je. Na enem družinskem slavju me je začel tule, 1-2 ure me je tišal in me je potem en gospod upozoril, pa rekel, ne se hecati, pet se pokazati v zdravstveni dom, ker jaz sem imel že 2krat kap in lahko da je infarkt, ne. In jaz sem pač po moje reagirala, ne, se ni nič, ne. In se spomnim, da je to moja hčira to veliko slišala, pa reka, mami, prosim, pet zdravniku, ne. No, in pol se je pa ta moj smeh, ne, ko pol začnejo vsi okoli tebe skakati, pa dajte ji pod jezik, pošpricite, pa kličite rešilca, takrat sem pa doživela največji strah, se mi zdi. Jaz sem se v rešilcu takle tresla, ker so osumili in na pljučno embolijo, na infarkt, no na koncu, pol, ko so me pregledali, je bil pa stres, ne. Tako da v bistvu sem takrat res tako močno stisko, tesnobo doživela, kar je potem vodil tudi potem čez par mesecev očitno, pol ko sem nazaj gledala, očitno je to vse, so bili neki koščki mozaika, ki so me vodili potem do tega, da sem mogla narediti nekaj na tem, sebe postaviti na prvo mesto in najboljša rešitev takrat je bila, da pustim redno službo, ker nisem več videla neke možnosti za napredek, predvsem pa sem si takrat vzela dobro pol leta malo časa za premislek, in potem tako je dobila nek navdih, no, da odprem svoje podjetje, Planet Fortuna, da napišem otroško knjigo, ki sem si jo vedno želela napisati, neke otroške sanje in sem rekla, to bo moj srčni projekt, če naredim 0, je to. Ampak takrat očitno so bile zvezde na pravem mestu in to knjigico Planet iger smo potem še ponatis naredili. Zdaj pa že v angleščini in v španščini tudi druge otroške knjigice so. Zdaj sem ravno izdala eno, ki je delno dobrodelen projekt o 2 posvojenih kužkih, tako da od vsakega izvoda gre tudi 1 evro za zavod PIT, ker sem jaz oba moja kužka posvojila. To knjižico bomo tudi zdaj videli. Ja, in tudi to sta dejansko upodobljena, naš džinks pa Lili, čeprav zgodbica je izmišljena, je pa tudi na koncu knjigice naša resnična zgodba. Tako da ja, podprite, predvsem pa hvala, ker posvajate, to je moto te knjigice. Rekla si, prišel je čas, ko se morala sebe postaviti na prvo mesto. Ja. To
večkrat slišimo ljudi, da bo treba nekaj narediti, sebe postaviti na prvo mesto, ampak kako to narediti? To je tako težko dati na svet, ne? Ker mora vsak sam do tega priti. Ampak dejansko, meni je še mami enkrat rekla, ti si 20 let tak tempo živela, da ni čudno, da se je to zgodilo. Zaradi tega, ker jaz sem poleg redne službe na 2 izmene, Bipop je res super obdobje, ampak tako brutalno, na avtopilotu sem dobesedno takrat živela. Potem sem si umislila zraven še plesno šolo v tistem obdobju, zaključevala faks, pa še en faks, pa pol magisterij. Tak tip sem, ko skozi hočem sebe nadgrajevati. Nisem tekmovalna do drugih, pa z drugimi, sem bolj za sodelovanje pa povezovanje, ampak do sebe sem pa vedno bila, to me nekako žene naprej, da si vedno neke nove cilje postavljam. In imam tudi za 20 let nazaj imam te zapiske, jaz se na roko pišem z nalivnikom in ko nazaj gledam te zapiske, se mi res večino stvari nekako uresniči ali pa še v boljši obliki se nekako izpeljeno. Tako da, ja, ful verjamem v te energije. Torej, vizualiziraš? Ja, vizualiziram, predvsem pa manifestiram, to so zdaj ti izrazi, ki so zdaj ampak je res. Jaz zelo verjamem v to, da si sami kreiramo pot, in pol, ko se na neke te frekvence nastavimo, čeprav se to zdaj tako malo kuku sliši, ampak res pol začnejo neki ljudje, tudi naprimer ta klic, ko si ti meni napisala, bi bila moja gostja. Vse jemljem kot neko priložnost in kar neki podobni ljudje z neko podobno energijo ti pristopijo in ti ponudijo neko priložnost in sodelovanje. In pol se kar projekti odpirajo in res je lepo. Ampak se mi zdi, da to pride s časom, ko se umiriš, ko vsem želiš dober in se prepustiš življenju. Pa moraš biti pa preprost, se mi zdi, jaz nimam nekih, nisem kaj zahtevna. Vedno rečem, kaj pa jaz rabim druga, kot da plačam kredit, da imamo dober za jesti, pa da si kdaj kak izlet privoščimo. Vse druga pa v življenju ne rabimo. In srečno živimo. Ja, mislim, srečno, da živimo predvsem, da ni naš cilj sreča, ampak da je pot. Pot mora biti sreča. Lepo si povedala, res lepo. Tinkara, ampak bi lahko rekla, da so te knjižice, torej, o katerih sva prej govorili, nekoliko umirile? Poleg vsega direndaja, ki ga seveda nova knjižica prinese. Ja, mislim, jaz sem aktivna na več področjih, pa zdaj, ko si rekla, umirile me 3 bipopke, ko se skupaj dobimo, mislim, ko nas vidiš po 21 letih, smo še kar vse, ne moreš verjeti, še kar imamo isto energijo, ampak ja, če pa drugače pogledam, sem pa v tem obdobju res zrasla na več področjih, in v širino, in v mentalno širino, veliko sem delala tudi na tem, veliko prebrala, veliko se poglabljam tudi v ta NLP, v to svoje poslanstvo, kaj je moj namen na tem planetu. To bi se mogel vsak vprašati, sploh tam pred vpisom v srednjo šolo se mi zdi, da bi se otroci mogli to spraševati, pa da bi mogle šole tudi veliko to podpirati, pa bolj podjetništvo se mi zdi, da tega manjka v Sloveniji, da bi malo podjetništvo podpirali. Torej, najprej je razmišljanje o tem, da... Ja, zakaj, mislim, zakaj sem jaz poslan na svet, En je slikar, zakaj pa ne? Zakaj bi vsi mogli biti ali bančniki, ali ne vem, delati v zavarovalnici, eni doktori, zakaj pa ne bi nekdo pisal knjige, nekdo bil slikar, nekdo bil plesalec. To so vse poklici, ki obstajajo. Je pa res, da so malo drugačni, tudi drugačne urnike imajo ti ljudje. Tako da to. O čem klepetate punce skupine Bipop, ko se dobite na kavi, če se sploh kaj dobite? Mislim, na kavi kadar imamo nastope, pa te, zdaj, ko gre nov komad ven, pa vse to smo tako cele dneve pol takrat skupaj, tako da spijemo veliko kavic, veliko kosil, takrat sledi. Klepetamo pa razne stvari, smo mamice 6 deklet, tako da tudi teme so tudi o materinstvu, tudi o naših partnerjih, seveda, o družinskem življenju. Se kaj potožite, ena drugi? Tudi kdaj. Všeč mi je pri nas treh, da smo si sicer različne, ampak tukaj enotne
Pa tudi tukaj res zanimivo je, da so nas umetno skupaj dali, ampak mi smo res prijateljice, ne? In res si stojimo ob strani, tudi če nimamo istega mnenja, si to povemo, ampak jaz se ne spomnim, da bi se kdaj skregale. So različna mnenja, se pa uskladimo, naredimo kompromis, ki je v skupini 3 vedno 2 proti 1, ne, ponovadi, to da ni težava. Ampak ja, sem tudi na to zgodbo zelo ponosna, no. Na vse 3. No, take so ženske in če medse vzamejo še Rebeko Dremelj, potem pride res ena zelo zanimiva skladba, ki jo bomo zdajle tudi slišali. Iskreno, z Majo Oderlap. Tinkara Fortuna si je nocoj vzela čas, da iskreno spregovori o svojem življenju, o svojih zgodbah, o svojem poslanstvu na tem čarobnem svetu. Tinkara, pa vendar ob vsem delu, ob vseh aktivnosti, ki jih imaš, praviš, da vseeno družina na prvem mestu in da živi za te trenutke, ko ste skupaj. Moj jezik ljubezni je skupno preživeti čas, če ste brali knjigo 5 jezikov ljubezni. In to velikrat mi kdo reče, jo pa tebe nič ni doma, te povsod vidim. Ampak ni to res, ne? Jaz odkar delam za sebe, si zelo fajn razporedim čas in vmes, ko so punce v šoli dopoldan, jaz opravim razne intervjuje in vse ostalo, razna fotkanja. In jaz dejansko sem večino popoldnevov in vikendov čez dan doma. Tako da res mi je fajn, kadar nas je vseh 5 doma. Tudi če nič ne delamo, samo da kaj dobrega skuham, zjutraj jim zatežim, da morajo priti dol na zajtrk, da smo vsi za mizo. In res živim za te trenutke. No, ti imaš prvo hči iz prve veze, ne? Pa praviš, da imaš dobre odnose z nekdanjim partnerjem. Kako to lahko človek doseže? To z veseljem vedno povem, ker se mi zdi, da svet potrebuje, ali pa Slovenija potrebuje več takih zgodb. Kako pride do tega? Definitivno ne takoj od začetka, ne? Ampak to pride s časom, pa predvsem oba morata znati, kdaj narediti kak korak nazaj v dobro otrok. Pa jaz v našem primeru imam res srečo, da se tudi z njegovo ženo zelo dobro razumemo. Tudi ona dva imata še 2 hčerkici, tako da skupaj imamo 5 hčerk. Tudi smo že šli na kak dopust skupaj. Moje vse 3 grejo tja na obisk, njihove pridejo k nam, tako da res, to se mi zdi pa največji moj ponos v mojem življenju, no? Da sem znala to, mislim, da oba z bivšim partnerjem znama to z družinami skupaj voziti, no? Smo taka ena mavrična družina, večino nas pohvalijo, včasih pa kdo tudi reče, jo, to pa jaz ne bi mogel, ne? Ampak vse se da. In se mi zdi, da Taja je tudi ponosna na to, no, da se mi dobro razumemo, pa da se pogovarjamo pa vse, ne, ker zelo sem žalostna, ko kdaj kak par vidim, pa si dobesedno na parkirišču predata otroka, pa še zdravo si ne rečeta in to jaz ne morem razumeti, no, to se mi zdi tako slaba popotnica. Ampak nisem jaz tu, da sodim, ampak ja, da se tudi drugače, samo moramo pa biti fejs fleksibilni, pa fejs prilagodljivi, no. Zdaj, ko te poslušam, razmišljam, da nisi zamerljiva ženska? Ne, do nobenega. To pa res. Ne gojim zamer, ker se mi zdi, da bi sebi s tem škodila. Tako da jaz ne uporabljam besede sovražim, zato ker se je že zgodilo, da je Kira od malih prišla, pa je to uporabila, naprimer, pa jaz pol ful predavanja doma naredim, ne. Da ta beseda je pa zelo močna in se mi zdi, da jo ne bi, mislim, da jo moraš uporabljati res minimalno oziroma res v nekih pravih primerih, sam jaz ne poznam primera, da bi jo mogla uporabiti, ne. Pač niso energije podobne, ne moreš se vsakim razumeti, ampak besedo sovražim, ali pa da nekoga ne pozdraviš, to mi je, tudi če imaš neke zamere, ampak če greš drug mimo drugega, zakaj si ne bi rekel zdravo, pa greš naprej. Res nimam, ne poznam človeka, da se ne bi z njim pozdravila ali pa da bi mu kaj zamerila. Ampak si rabila čas, da si prišla do tega spoznanja, ali si bila že nekoč taka? Ne, skozi sem bila taka, se mi zdi. Res se ne spomnim, da bi kdaj gojila zamere. Je taka tudi deklica Fortuna? Ja, ta deklica Fortuna iz mojih knjig, pa jaz včasih rečem, da je to moj nek alter ego, ne. In tudi pol, ko sem snovala to otroško pevsko plesno predstavico, s katero nastopam tudi po šolah, vrtcih, na kakih občinskih praznovanjih,
Kako sem jaz prišla do te ideje? Ne? Večinoma avtorji knjig, ko pridejo na neko predstavitev knjige, takole sedimo in potem ga sprašujejo in on odgovarja v knjigi. Ne? In to se mi je zdelo tako za otroke ne toliko zanimiv. Sem rekla, dajmo narediti to otrokom bolj prilagojeno. Tako da ja, jaz se oblečem v to deklico Fortuno, z mano je še moj bratec Tin. Najprej pokažemo malo te igre iz naše mladosti, ki so opisane v knjigi. Katere so te igre? Ristan, Gumitwist, Fernikole, to, kaj si se ti najrajši igrala? Gumitwist? Ja, jaz to. No, pol s kitaristom malo zapojema, malo otroških, seveda tudi kako od bebop. Zraven v projektu je tudi Čorčip, ki v bistvu ima eno telovadbo za otroke, da oponaša živali. Tako da na podlagi te telovade smo tudi naredili to drugo, Tin in Fortuna živalska avantura, to je slikanica s pobarvankami, kjer so notri kratke rime o živalih. Na YouTubeu imamo pa te posnetke, da on kaže, kako se gibajo te živali. Pa lani sem izdala tudi družabno igro na to temo. Jaz moram priznati, da si se ti kar težkega dela lotila, ker ustvarjati za otroke, ki so zahtevni sodniki, ni tako zelo enostavno. Ja, samo če ustvarjaš iz sebe, zdaj, ko smo glih v oddaji iskreno. Torej so punce tvoje... Punce so moj navdih, recimo... In tudi povedo, kaj je okej, kaj ni. To pa predvsem bi rada vsako knjigico, vedno gledam, da je zgodba takšna, da je nek navdih mojim trem tudi. Kaj bi jaz rada mojim trem predala, neke vrednote, kaj bi rada, da se naučijo. In ja, skozi prvo knjigico sigurno, da se obudijo te igre iz moje mladosti, sploh v tej dobi digitalizacije mobilnikov in vse, da so čim več na prostem. To imamo mi doma srečo, da smo na pol na vasi, da so res lahko otroci večino časa na zraku, zunaj. Potem pa ja, da se čim več gibajo, zdaj sta zadnjo knjigico Srečen dom, pa tudi, ja, da jih spodbujam, to, kar smo mi tudi doma naredili, da se posvoji kužke ali muce, ki nimajo doma, da ni potrebno kupovati, sploh ne na Volhi in kje, nepreverjene, ker to so res bogi psički, ki so trpinčeni za to, da tako v tovarni kotijo te mladiče. Tako da ja, posvajajte. Posvajajte in imejte radi tudi živali. To pravijo, da tisti, ki imajo radi živali, imajo radi tudi odnose, ljudi so na nek način nežne duše. Kakšna duša si ti? Sem nežna, drugače sem pa zelo tak rumeni tip človeka, sangvinik, ekstravertirani. Če grem še bolj v detajle, zelo kinestetični tip, vse rada prej sprobam. Kaj te spravi s tira najbolj? Zamujanje, ne moje, če kdo drug zamuja. To imam zelo nizko toleranco. Mislim, ne moti me, če se kdo upraviči, to se pravi, če kdo obstane v prometu, pa pokliče, zamujam. Bolj se mi zdi tako nonšalantno, da nekdo, ne vem, pol ure zamudi, pa jaz tako, valjda, nezadovoljno obraz, in pa mi še, ne vem, nazaj reče, daj nekaj zdaj, no, pač je to bilo, gremo dalje. To mi je tako nespoštovanje mojega časa. Torej tudi punce spodbujaš k točnosti? Definitivno. Mislim, vse se zgodi, tukaj sem tolerantna. Sam nasplošno, zdaj, ko si me vprašala, če me spravi s tira, priznam. Zelo sem tak organizacijsko devica sem po horoskopu. Tako da, ja, sem časih mogoče malo tečna s tem svojim, ker skozi hočem kaj organizirati, a se je to naredil, ampak ja, po drugi strani se pa kaj premakne tudi, pa so mi mogoče hvaležni, da sem bila tečna. Nasplošno v poslu. Mama spet tečnari. Mama ali pa v poslu tudi pri projektih. Ja, projekti so tisti, ki nam tako rekoč bogatijo življenje. Ja. Ta projekt Deklice Fortune oziroma ustvarjanja tvojih knjižic, o gibanju, o takih rečeh. Koliko se pa ti giblješ? Iskreno. Premalo. Mislim, glede na to, da imam predstavico, v kateri plešem in telovadim, tudi z otroki bi se definitivno mogla več, ampak sem zadnje čase zelo slaba, v tem se tudi malo vidi. Ampak, ja, premalo. Premalo. Ja, imam tudi zadnje čase, se mi zdi, da res po 40. Zdaj sem očala dobila za branje, prej nikoli nisem tega rabila. Ampak so lahko modni dodatek. Ja, ampak dejansko sem res slabše začela videti, sam pravijo, da je to starostna, pol me križ zadnje čase
pol je zanimiv in pol jaz to kar ne morem verjeti, koliko me zdaj mene križ boli, če to mene nikoli ni, ne. No, Tako da glede ja, očal je mogoče včasih bolje, da česa ne vidiš, kaj Ja, misliš. naprimer, ampak da že tako na telefon gledam, tako da res rabim. Podaljšane roke. Ja. Ja. Premalo je odgovor. Premalo. Naj bo v bodoče kaj več. Hvala, bom upoštevala to na svet in si dala na seznam ciljev. O tem, o čem še Tinkara sanja, pa saj veste v zadnjem delu naše oddaje. Iskreno, z Majo Oderlap. Nasmejana Tinkara Fortuna si je vzela čas in prišla v našo oddajo Iskreno. Iskreno spregovorila o svojem življenju, svojih zgodbah, družini in še marsičem. Govoriš pogosto o sebi, Tinkara? Pa ja, se mi zdi, da sem kar taka odprta knjiga, ni mi nobena tema tuja. Mogoče včasih kdo reče, da preveč, ampak jaz sem, pa če me nekdo vpraša, kaj jaz odgovorim iskreno in to je to. Kaj si nazadnje prebrala? Moč namere, po mojem. Večinoma berem poleti v kampu, ponovadi po 10 knjig berem, zraven nesem. Jih tudi prebereš? Ja, jih preberem in to zadnja leta bolj delam, ker preko so bile punce majhne, enostavno nisem našla časa za branje. Zdaj pa je to moj čas na morju, v mreži, uživam v branju. Večinoma te za osebno rast, no. Tudi izologi in vse te sem prebrala, no. Podjetniške zgodbe tudi. Uspešno. Ko si sproščena v kampu, torej v mreži ležiš ali pa doma na zelenici, sanjaš ali sanjariš? Dobro vprašanje. Sanjarim, imam veliko idej, sam se zavedam, da nobena ideja, ideja je nič brez realizacije, tako da zelo stremim temu, da je treba iti v akcijo pa nekaj narediti, ne, da se nekaj realizira. Tako da ja, to je moj plan za naprej. Imeti fokus, jaz imam zelo jasno postavljene tudi časovno cilje za naprej. To sem se na NLP-ju naučila, da moraš imeti smart cilje, ne, tudi časovno opredeljene, pa da vedno moraš v sedanjiku jih govoriti. Ne. Tako da ja, mogoče lahko delim eno, to si že zdaj upam na glas reči, 2 leti nazaj si še nisem. Ne. Izvoli. Eden izmed mojih ciljev je, moje otroške knjigice se prodajajo na vseh kontinentih sveta. Zdaj so že v 2 jezikih. Ja. In slovenščini, 3 torej. 3. Ampak, ja, bo kmalu tudi v japonščini, ampak ja, to je moj cilj. Naj se Tinkara tudi uresniči. Hvala. Hvala lepa, ker si bila nocoj moja gostja. Upam, da se kmalu spet srečava, da spet poveš, kakšne so nove zgodbe, ki jih piše tvoje življenje. Ja, zdaj smo ugotovili med odmorom, da je še tukaj tem, da bo še drugi del. Srečno vsem. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovani gledalke in dragi gledalci. In vsaj veste, kako rada rečemo ob koncu. Sanjajte, kajti sanje vedno pridejo z razlogom. A lahko noč.